pozdrav vsem. Torej, ne domišljam si, da na naslovno vprašanje, o čem govorimo, ko govorimo o pravičnosti, znam odgovoriti tako, da bi odgovor bil sprejemljiv za vse. Vendar pa se mi zdi ključno, da na to vprašanje ni mogoče odgovoriti, če pred tem ne opredelimo, kaj je pravičnost. Seveda obstajajo različne definicije pravičnosti in ravno zato, ker obstajajo različne definicije pravičnosti, se marsikdaj dogaja, da pravzaprav takrat, ko govorimo o pravičnosti, govorimo o zelo različnih stvareh, čeprav jih označujemo z istim izrazom pravičnost. Zdaj, kljub različnim pojmovanjem, pa je pravičnost že pravzaprav od antike dalje razumljena kot ena od 4 kardinalnih kreposti oziroma vrlin. Med 4 temeljne vrline je pravičnost uvrstil že Platon, za katerega je pravičnost najpomembnejša vrlina, obenem pa tudi tista, v kateri so združene vse 3 ostale vrline, se pravi preudarnost, zmernost in pogum. Njegovo pojmovanje pravičnosti dopušča, da jo razumemo tudi kot vrlino duše oziroma posameznika, čeprav običajno pravičnost ni mišljena kot individualna vrlina, ampak kot družbena oziroma socialna. Zdaj, to Platonovo misel, da je pravičnost vrlina, v kateri so zaobsežene vse moralne vrline, je prevzel tudi Aristotel, vendar s to razliko, da pravičnost razume kot vrlino, ki ureja odnose posameznika do drugih ljudi. Ne recimo odnose znotraj duše, med racionalnim delom in recimo, vegetativnim in tako naprej. Je pa zanj pravičnost tudi posebna vrlina, se pravi ne ta, ki obsega tudi ostale, in ta se odraža v tem, da človek upošteva načela enakosti in zakone. V vsakem primeru pa se pravičnost razlikuje od prej omenjenih kardinalnih vrlin po tem, da je dobra sama po sebi. Medtem ko so preudarnost, zmernost in pogum lahko vrline le, če so v službi dobrega ali pravičnosti. Kajti, če so v službi zla ali krivice, potem pač to niso vrline, ampak so zgolj lastnosti duha ali posameznikovega značaja. Morilec ali tiran, recimo, je lahko pogumen, preudaren in zmeren, pa zato še ni v ničemer vrl oziroma kreposten. Zdaj, v takratnih časih so stari Grki vrlino imenovali arete. Pomenila pa je odliko ali odličnost nečesa, bodisi stvari, bodisi človeka. Vrlina noža, denimo, je v tem, da dobro reže. Ali služi morilcu kot orožje ali kuharju kot orodje, je z tega vidika nepomembno. In že iz tega se vidi, da ni vsaka vrlina moralna vrlina ali krepost. Človekova vrlina, ki je lahko po Aristotelu razumska ali moralna, se pravi etična ali delovno-etična, pa je bila razumljena kot težnja k uresničevanju dobrega oziroma kot tista sposobnost, ki naredi človeka dobrega in mu omogoča, da svojo nalogo opravi tako, kot je treba, pravi Aristotel. Moralna vrlina je bila opredeljena pri Aristotelju kot sredina,
med dvema skrajnostma, med dvema slabostma, med preveč in premalo. Pogum, denimo, je vrlina, ker je na sredi med predrznostjo, ki izraža preveč poguma, in strahopetnostjo, ki izraža pomanjkanje poguma. Vendar pri pravičnosti je drugače. Pravičnost ni sredina med dvema slabostma, kajti za pravičnost ne velja, da je preveč pravičnosti slabost. Torej, tu imamo le dva ekstrema, od katerih je eden slabost, se pravi krivičnost, in drugi, ki je vrlina oziroma pravičnost. Kljub temu pa tudi za pravičnost velja, da je pravično tisto, kar je na sredi med dvema skrajnostma, med preveč in premalo. Če vzamem primer iz šolstva, šolska ocena, denimo, je pravična, če glede na izkazano znanje ni ne previsoka, ne prenizka. Če je 5 preveč, 3 pa premalo, potem bi bila pravična ocena 4. To omenjam zredno še sad drugega. Kajti v tem primeru je pravičnost pravzaprav mišljena kot enakost. In to zato, ker je sredina enako oddaljena od obeh skrajnosti. 4 enako oddaljeno od 5 kot od 3. Vendar, kot poudarja Aristotel, to velja le za sredino med stvarmi. Medtem, ko sredine glede na nas, kot človeška bitja, ne smemo tako razumeti. Saj se ljudje med sabo razlikujemo in je zato lahko nekaj, kar je za enega prava sredina, recimo 2 uri vadenja klavirja na teden, za drugega preveč, za tretjega pa premalo. Sredina glede na nas torej pomeni, kar ni preveč, ne premalo, to pa ni za vse eno in isto. In v tej Aristotelovi razlagi že lahko prepoznamo zelo pomembno in še vedno veljavno osnovno pravilo pravičnosti, ki pravi, da moramo enake obravnavati enako in različne različno. Zdaj, pravičnost kot enakost je namreč ena od 2 ključnih Aristotelovih opredelitev pravičnosti kot posebne vrline. Se pravi, ne tiste, ki združuje vse moralne vrzline. In zdaj, druga njegova opredelitev pa pravi, da je pravičnost skladnost z zakonom. Po eni strani je torej zanj pravično, kar je skladno z zakonom. To je legalna pravičnost. Pod pogojem seveda, da so zakoni pravični. To se pravi, da predpisujejo nevrga dejanja. Če zakoni niso pravični, je tudi ravnanje v skladu z njimi krivično. Zato je v takih primerih potrebno zakone popraviti, tako kot so, denimo, veliko pozneje v ZDA v duhu naravne pravičnosti odpravili šolski zakon, ki je dovoljeval ločene šole za črnce in belce. Včasih pa je potrebno, da arbiter ali sodnik razsodi v nasprotju s črko zakona, da bi bila razsodba pravična, če tudi sam zakon ni krivičen. Kajti v konkretnih okoliščinah se namreč lahko zgodi nekaj, kar v zakonu, ki je vedno splošnega značaja, ni predvideno. Zato mora sodnik razsoditi ne na osnovi črke zakona, ampak na podlagi duha zakona. To je na osnovi pravičnosti, ki jo hoče udejanjiti sam zakon. Zdaj, po drugi strani pa je, kot smo videli, pravičnost isto kot enakost. Pravično je, kar je v skladu z enakostjo. Krivično pa, kar jo krši. Enakost se v tem primeru kaže v 2 oblikah. Kot distributivna in kot popravljalna pravičnost. Pri popravljalni pravičnosti je bistvena enaka izmenjava dobrin med tistimi, ki so po naravi različni, pred zakonom pa enaki, in poravnava krivic. In v tem kontekstu Aristotel govori še o povračilni pravičnosti, pri kateri ne gre za povračilo v smislu popolne enakosti, ampak sorazmernosti. Razumeti je mogoče tudi tako, da je povračilo pravično, kadar tisti, ki je nekaj storil, dobi, kar si zasluži. Če je bilo dejanje dobro, si zasluži hvalo in nagrado,
če je bilo slabo, pa grajo in kazen. V tem smislu je ta pravičnost podobna retributivni pravičnosti in o retributivni pravičnosti govorimo predvsem pri kaznovanju. Z vidika retributivne teorije kaznovanja je kazen namreč pravična le takrat, če je zaslužena, to se pravi, če je posledica namerno storjenega delikta in če je obenem strogost kazni proporcionalna resnosti storjenega prekrška. In to seveda velja tudi za šolske kazni. No, zdaj, v nasprotju z retributivno pravičnostjo pa gre pri distributivni ali razdelilni pravičnosti za sorazmerno enakost pri razdeljevanju dobrin. Ker so te dobrine mišljene kot družbene dobrine, lahko govorimo tudi o družbeni pravičnosti ali o socialni pravičnosti, kar je najpogostejša uporaba običajno. Da bi bila, se pravi, razdelitev družbenih dobrin, ugodnosti in bremen ter pravic in dolžnosti pravična, mora zadostiti tako imenovanim kriterijem pravičnosti. Taki kriteriji so na primer vsakemu po njegovih zaslugah, vsakemu po njegovih potrebah, vsakemu po rezultatih njegovega dela, vsakemu po njegovih sposobnostih, vsakemu po vloženem trudu in tako naprej. Vendar, za nobenega od teh kriterijev ni mogoče reči, da je sprejemljiv za vse in vseh okoliščinah. V določenih okoliščinah prevladuje eden, v drugih drugi, včasih pa kombinacija dveh ali več kriterijev. In tako je na primer v meritokratsko naravnanem šolskem sistemu glavni kriterij pravičnosti vsakemu po njegovih zaslugah. Pri določanju, recimo, učiteljskih plač običajno prevladujeta kriterija vsakemu po rezultatih njegovega dela in vsakemu po njegovem rangu oziroma nazivu. Pri diferenciaciji pouka vsakemu po njegovih sposobnostih ali vsakemu po njegovih interesih in potrebah. Pri ocenjevanju učencev pa učitelji pogosto uporabljajo več kriterijev. Recimo, vsakemu po rezultatih njegovega dela, vsakemu po vloženem trudu, vsakemu po njegovih zaslugah in tako naprej. In še bolj pogosto in bolj univerzalno uporabljen kriterij distributivne pravičnosti je ubeseden v znanem geslu, mislim, da ga prvič Cicerovu pravu, vsakomur, kar mu pripada, oziroma vsakomur, kar je njegovo. Toda ta kriterij je dobesedno vzeto, kot opozarja Kant, absurden, saj ne moremo dati nekomu nekaj, kar že ima. Vendar običajno to geslo pomeni, da človeku pripada tisto, kar določa zakon. Zdaj, distributivna pravičnost je torej vrsta pravičnosti kot enakosti. Za razumevanje pravičnosti kot enakosti pa je ključnega pomena ideja enakih izobraževalnih možnosti. Kajti le te so pogoj za to, da imajo v sodobnih družbah, temelječih na liberalnih in demokratičnih načelih, vsi njihovi državljani pravzaprav enake možnosti za uspeh. S tem je mišljena možnost vertikalnega prehajanja med sloji na osnovi pridobljene izobrazbe. Gre torej za idejo, ki je posledica uveljavitve splošnega načela o enakih možnostih. To načelo pa je pravzaprav le uporaba že prej omenjenega klasičnega pravila pravičnosti, se pravi, enake treba obravnavati enako in neenake različno, vendar v okoliščinah, ko več oseb tekmuje med seboj za dosego istega cilja, to je bolj ali manj omejenega števila dobrin, kot je recimo sprejem na ugledno šolo ali univerzo. Se pravi, takrat niso, ravno zaradi te omejenosti, te dobrine niso dosegljive za vse. Po drugi strani pa je načelo enakih možnosti tesno povezano z načelom enakosti pred zakonom. Iz tega je bila izpeljana enaka dostopnost do izobraževanja na podlagi posameznikovih zaslug, njegovih sposobnosti in vloženega truda. Pozneje se je pojmovanje enakih izobraževalnih možnosti razširilo tako,
da se je enaki dostopnosti do izobraževanja pridružila še enakost izhodišč na začetku šolanja. Enako dostopnost do izobraževanja so poskušali zagotoviti z uvedbo enotnega, obveznega in brezplačnega šolanja. Enakost izhodišč pa so poskušali doseči v glavnem na dva načina. S tako imenovano politiko afirmativnega ukrepanja, primer tega so vpisne kvote na univerzah, recimo v ZDA, zdaj imajo pa nekod recimo črnci ali pa druge manjšine zagarantirano določeno število mest. In pa drugi taka politika ali ukrep je ukrep pozitivne diskriminacije, naprimer kompenzacijski programi za otroke iz socialno deprivilegiranih okolij. Vsi verjetno poznate Head Start in podobne programe, ki so. Se pravi, v grobem lahko rečemo, da sta se oblikovala pravzaprav dva glavna pogleda na enakost v izobraževanju. Prvi jo razume kot enakost resursov, ki so namenjeni vsakemu šolajočemu se posamezniku, drugi pa kot enakost rezultatov izobraževanja. Vendar enakost v izobraževanju ni zagotovljena, niti z enakostjo resursov, niti z enakostjo rezultatov. Namreč, enaka količina denarja, ki je porabljena za izobraževanje različno nadarjenih posameznikov, ne daje manj sposobnih enakih možnosti, kot jih imajo bolj sposobni. Prav tako pa tudi vlaganje več denarja v izobraževanje manj sposobnih ne more pripeljati do enakih rezultatov izobraževanja. In težavo naj bi po mnenju nekaterih rešilo neko novo razumevanje enakosti v izobraževanju, v skladu s katerim morajo imeti tisti, ki imajo enake sposobnosti in enako voljo do učenja, enake možnosti za uspeh v izobraževanju, ne glede na socialni položaj. Toda s tem bi bil lahko rešen le problem revnih otrok, za izobraževanje katerih bi bilo pravično nameniti več sredstev kot za izobraževanje enako nadarjenih otrok iz premožnih družin, ne pa tudi problem različno nadarjenih otrok. Še vedno bi namreč ostalo vprašanje, ali naj bo bolj nadarjenim in tistim z večjo voljo do učenja, ki sodijo v isto socialno kategorijo, kot nenadarjeni in tisti brez izkazane volje do učenja, dodeljen večji, manjši ali enak delež resursov. In eden od znanih odgovorov na to vprašanje je, da je pravično, če vsakdo dobi, kar si zasluži, oziroma da so javni resursi razdeljeni v skladu z zaslugami. Toda takšno razumevanje distributivne pravičnosti je v očitnem nasprotju s tistimi teorijami, ki pravijo, da zasluge enostavno nimajo nič opraviti s pravičnostjo. In več argumentov naj bi govorilo v prid tem teorijam. No, recimo, predpostavimo, da si vsak učenec v razredu zasluži glede na izkazano znanje ocene dobro. Vendar učitelj kljub temu nekatere izmed njih arbitrarno oceni z oceno odlično, vse ostalo pa z oceno dobro. V takem primeru se nam verjetno ocenjevanje teh učencev ne bi zdelo pravično, saj bi učenci za enako izkazano znanje dobili različne ocene. Ne glede na to, in to je pomembno, da bi bile ocene tistih učencev, ki so bili ocenjeni z oceno dobro, natančno takšne, kot so si jih zaslužili glede na izkazano znanje. In prav tako naj bi bila po mnenju ameriškega filozofa Johna Rawlsa, najvplivnejšega sodobnega teoretika socialne pravičnosti, nepravična tudi distribucija javnih resursov, temelječa na nadarjenostih in sposobnostih, kot osnovi za pripoznavanje posameznikove zaslužnosti, saj si, kot pravi, nenadarjenosti, nesposobnosti enostavno ne zaslužimo, ker niso posledica naše svobodne izbire, ampak so posledica dejavnikov in okoliščin, nad katerimi nimamo nobenega vpliva. Skratka, to so posledice, kot pravi, naravne loterije. In zato je Rawls prepričan, da so zasluge irelevantne za distributivno pravičnost. Torej, distributivna pravičnost je, kot smo videli, razumljena kot socialna in družbena pravičnost, ker se nanaša predvsem na razdeljevanje primarnih družbenih dobrin. In po Rawlsu v mnenju morajo biti vse primarne dobrine, med katere šteje pravice, svoboščine,
življenjske priložnosti oziroma možnosti, dohodek, bogatstvo in družbene osnove samospoštovanja enako razdeljene, razen če neenaka distribucija vseh ali katerekoli od teh dobrin koristi tistim, ki so v najslabšem položaju. In v najslabšem položaju v neki družbi pa so tiste osebe, ki so v najslabšem položaju glede na katerikoli od treh osnovnih vzrokov za neenakosti med ljudmi. To so bodisi tisti, ki izhajajo iz nižjih socialnih slojev, bodisi manj naravno nadarjeni, bodisi tisti, ki jim usoda ali sreča nista bili naklonjeni. In iz tega se vidi, da je ta splošna koncepcija pravičnosti po eni strani tesno povezana z enako razdelitvijo dobrin, po drugi strani pa s takšnim obravnavanjem ljudi, ki jih sicer obravnava kot enake, vendar pri tem ne odpravlja vseh neenakosti, temveč zgolj tiste, ki nekomu škodijo. Če določene neenakosti koristijo vsem, potem so za vsakogar sprejemljive in so zato z vidika socialne pravičnosti dopuščene. In to Rawlsovo pojmovanje socialne pravičnosti velja bržkone kot ena najboljših teoretskih osnov za presojo, tudi za presojo pravičnosti šolskih sistemov. Vendar je to že neka nova tema, ki daleč presega namen tega mojega predavanja in o kateri boste nekaj več slišali jutri. Zato bom sedaj namesto sklepa namenil le še nekaj besed ilustracijam, ki jih v več različicah najdete na internetu, uporabljene pa so kot nazoren prikaz razlik med enakostjo in pravičnostjo. Dve od teh sta že bili, no? Tu je dodana še ena. Ja, zdaj, namenoma sem pustil v angleščini, zaradi tega, ker v slovenščino se prevaja tako equity kot justice s pravičnostjo. In če hočemo videti, v čem je razlika in tako naprej, se mi zdi, da je bolje takole. Če v osnovi samo tak besed rečem, kaj vidimo? Vidimo v prvi dve sličici sta primera distributivne pravičnosti. Na prvi sličici imate distribucijo recimo sredstev, ki naj bi omogočala, da trije otroci vidijo tekmo, so razdeljeni enako. Vsem enako, ne glede, ali so veliki, majhni ali še manjši. Se pravi, problem te enakosti v tem smislu tule je, da je ta en zabojček pravzaprav korist od razdelitve, enake razdelitve vsem, ima samo srednji otrok. Za večjega je to odveč, ne rabi, ker je dovolj velik, za malega premalo, ker ne vidi čez, če to grado. Se pravi, imamo isto količino resursov, tri te zabojčke, in pri equity, se pravi, pri tej pravičnosti so drugače razporejeni. So razporejeni glede na velikost otrok, in tu bi lahko rekli, da gre pravzaprav za pravilo, ki sem ga že večkrat omenjal, da se enako obravnava enako, različno. To bi bilo še bolj jasno, če ne bi bili samo trije, če bi bil vsaki od teh skupin recimo približno enaki, ne vem, 5-10 otrok, potem bi videli, da to pravilo tu še bolj drži kot samo 6 posameznikov. In seveda, zdaj tretja, tam, kjer je pod justice, pa kot vidite, pravzaprav ne gre več za distributivno pravičnost. Tu nihče nič tem otrokom ne da, ampak nekaj odvzame, zato, da dosežejo isti cilj. Odvzame jim, oziroma to podrejo ogrado in s tem omogočijo, da vsi trije otroci vidijo. Se pravi, ne gre več, da nekdo, kdorkoli država, kaj pa nekdo, nekaj ukrepov ali pomoči, ne vem kaj, nudi otrokom, ki jo rabijo, da dosežejo nek cilj, ampak neko sistematično oviro od strani. To je tretji. Vendar, zdaj, te ilustracije so videti koristne, ker kot pravijo, ena slika pove več kot 1000 besed. Vendar so lahko tudi zavajajoče.
Predvsem zato, ker vzbujajo vtis, da jasno kažejo, kaj je tisto, zaradi česar se enakost razlikuje od pravičnosti. Poleg tega pa lahko napeljujejo k napačnemu sklepu, da je enaka obravnava posameznikov v nasprotju s pravičnostjo. In včasih je res lahko, vedno pa ne. Da med enakostjo in pravičnostjo ni jasne ločnice, smo že videli, saj je ena od Aristotelovih opredelitev pravičnosti ravno pravičnost kot enakost. Poleg tega je razlika med pravičnostjo kot v smislu equity in pravičnostjo v smislu justice razlika med dvema vrstama pravičnosti in ne med pravičnostjo in nečem drugim, kar ni pravičnost. Pri Aristotelu gre za že omenjeno razliko med pravičnostjo, ki je v skladu s črko zakona, to je justice, in pravičnostjo v skladu z duhom zakona, ki je equity. Aristotel uporablja tu dva grška izraza, dikaiosine, je justice po naše, in epeikeia je equity po naše. Ampak problem, recimo v slovenščino je, da Gantar, ko je prevajal Nikomahovo etiko, je epejkejo prevedel z blagohotnostjo. Ti jeziki, kot je angleščina, francoščina, italijanščina in podobno, imajo v glavnem za ta prevod uporabljajo equity, ali ekita, ekite, in tako naprej. Medtem ko za, v smislu justice pa tudi tam, justicija, justice in tako naprej. Skratka, mi nimamo te jezikovne razlike. In zato je včasih velik problem, mogoče ne toliko pri prevajanju iz angleščine v slovenščino, ampak iz slovenščine v angleščino. Ker zadaj so različni koncepti. Ni vseeno, prevedete pravičnost z equity ali pa z justice. Zdaj, še en, to se mi je zelo zanimivo, ena mogoče zaradi tega, ker mi je to bliže, ampak se mi zdi ena boljših razlag, kaj je equity. In v angleškem prostoru je podal Brian Barry v svoji politični filozofiji, kjer opredeli equity kot načelo, po katerem je treba enake obravnavati enako in neenake neenako. To načelo pa, kot smo videli, ni nič drugega kot klasično osnovno načelo pravičnosti, v smislu justice, ki ga v implicitni obliki najdemo že pri Aristotelu. Poleg tega gre tudi v tem primeru še vedno za enako obravnavo vseh, ki po določenih relevantnih kriterijih razlikovanja sodijo v ista kategorija. Tu bi videli, če bi imeli večjih, pri equity, da gre za enako obravnavo, ampak seveda znotraj kategoriji posameznih, ne med kategorijami. To je ključno. In samo še kratek komentar k eni od razlag te tretje sličice, ki ilustrira pravičnost kot justice. In gre, kot sem že prej rekel, nekako takole, pač otroci so obravnavani pravično zaradi tega, ker je ta sistemska ovira bila odstranjena in ni bilo potrebno, da dobijo od nikogar nič dodatno. Se pravi, v smislu equity, da bi morali dobiti tisti, ki so v določenem položaju nekaj več ali manj kot nekdo drug. Zdaj, vzemimo primer šolnin v visokem šolstvu. Če so tudi te visoke, kot recimo v ZDA in v Angliji za vpis na elitne univerze, so za revne študente ovira, ki jim onemogoča dostop do visokošolskega študija. Kot take so šolnine primer socialne nepravičnosti. In po analogiji s prejšnjo razlago pravičnosti, te tretje sličice, bi bilo za vzpostavitev socialne pravičnosti potrebno šolnine odpraviti. Toda, problem je v tem, da je tudi brezplačni visokošolski študij, ki v resnici sploh ni brezplačen, ampak ga plačujejo davkoplačevalci, nepravičen, ker je med študenti daleč večji delež tistih, ki sodijo v premožnejše sloje, kot jih je v celotni strukturi prebivalstva. To velja vsaj za ta anglosaški svet, takrat, ko so te analize predelane tudi statistične. In kaj iz tega sledi? Ja, sledi to, da revnejši financirajo bogate. To pa je krivično. No, samo toliko, da poskušam pojasniti, da nekatere stvari, ki se na prvi pogled zdijo jasne in enostavne,
morda kljub vsemu, ko jih malo bliže pogledamo, take niso. Hvala za pozornost.